minuuttia, olkaa hyvä. Hvala za besedo. Najprej čestitke poročevalcu Škrlecu za poročilo in hkrati tudi za odlično sodelovanje in upoštevanje predlogov, ki smo jih podali poročevalci v senci. Akcijski načrt za krožno gospodarstvo nadaljuje aktivnosti, ki so se v okviru kohezijske politike in tudi ostalih politik na tem področju v Evropski uniji izvajale že v prejšnjih letih. Vsekakor je teh 150 milijard, ki jih je približno predvideno v perspektivi 14-20, zelo pomembnih za prehod na to področje. Politike so tako znotraj kohezijske politike, kmetijske politike, tudi na drugih področjih, kot je Horizon, predvsem pozdravljam tako imenovani Bio-based Industry Joint Undertaking, ki kar celo milijardo evrov namenja biogospodarstvu. S tem področjem krožne ekonomije in pa povezavi z vsemi evropskimi fondi zelo spodbujamo okoljske cilje, rabo virov in pa hkrati tudi zelena delovna mesta. Ta delovna mesta so običajno na podeželju, tam, kjer je težje tudi ustvariti nova delovna mesta. Upam in zagotovo je to naša skupna naloga, da tudi v novi finančni perspektivi po letu 2020 zagotovimo znotraj kohezijske politike zadostna sredstva, kajti sredstva, ki se namenjajo v okvir krožnega gospodarstva, so sredstva za našo prihodnost. Veselim se sodelovanja pri kohezijski politiki in pa tudi tega, da bomo skozi nove ukrepe pomagali regijam, občinam širom po Evropi. Kiitos edustaja Bogovic. Ja sitten Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän nimissä edustaja Monika Smolková. Olkaa hyvä. Ďakujem za slovo. A ja chcem sa poďakovať spravodajcovi a všetkým spoluspravodajcom, ktorí pracovali na